Potem sporedno imamo tudi v jazzu a cappella singerje, ki tudi uporabljajo vocal percussion, imitirajo trompetice, base in tako naprej. Evo, v bistvu pol nekako tam 1990 se pa prav ta new school razvil, ki se pojavil, ne vem, Killa Kela, Roxaroops, pa malo kasneje, Kenny Mohamed, pa tako, ki pa res popeljejo beatbox, nekako tudi izven hip-hop meja, da rata v bistvu čist samo svoj začnejo imitirati drum and bass, elektro in tako naprej, tako da tisto nekako velja pol za že za res new school, da se je pač beatbox nekako pospel en korak više, ne. Dobro, pa gremo začeti kar na hitro z osnovami. Osnove beatboxa začnemo z osnovnimi tremi soundi. Prvo je kick, pol snare, pa hi-hat. Imena imajo po soundu bobnov. In te sounde pol sestavimo skupaj v en osnovni 8-beat. Se sliši tako? Potem pri beatboxu je pomembna drža mikrofona. Žiga povedal nekaj o tem. Ja, recimo, pač zdaj mikrofon za beatbox ni pomemben, kakor veste, tako da to je ena res najlepših stvari. Drugače, če ga pa že imaš, pa pač zelo dobro, ker lahko recimo, ne vem, narediš kakšen odmev, ne, se že sam kako odmikaš od ust, se naredi kakor pač nekako odmev efekta, ne, pač odvisno, če ga držiš recimo takole, ne, nekako ni tako jačen zvok, pa če se ga prime malo bližje, ne, je veliko nekako boljše, ne, ker pride res do efekta kika, ne, lepo butne, tako ka more.